V redu, predstavljajte si tole. Povsem običajen dan. Sonce sije skozi okno, ptički pojejo in vse izgleda mirno. Ampak v tej hiši se pripravlja nekaj posebnega. Danes ne bo navadna zgodba. Danes bo pustolovščina, kot je še niste videli. Pripravite se, ker vas popeljem v svet, kjer je vse iz gline in kjer lahko tudi najbolj vsakdanje stvari postanejo neverjetne. Je čisto navaden dan, ampak ne zame. Jaz sem Spider-Man in današnja naloga plezanje po lastni hiši. V stilu glinene animacije. Vse je mehko, barvito in malo čudno, kot da bi se znašel v sanjah, kjer so stene iz plastelina in tla iz pisanih kosov gline. Ja, prav ste slišali, brez nebotičnikov, brez nevarnih zlobnežev, samo pohištvo, tla in mogoče nekaj prašnih zajčkov, ki se skrivajo pod kavčem. Vsak kotiček te hiše je poln izzivov, če si dovolj majhen ali dovolj pogumen. Torej začnem na dnu, tik ob vratih. Hodnik se razprostira naprej, videti je daljši kot brooklynski most. Moj prvi cilj? Doseči kuhinjo, ne da bi se dotaknil tal. Pravila so jasna, če se dotaknem tal, začnem znova. To je igra, ki sem si jo izmislil sam in pravila so stroga. Skočim na obešalnik za plašče, previdno malo se maje in se povzpnem gor. Vsak gib mora biti natančen, saj je vse iz gline in nič ni povsem stabilno. Obešalnik škripa, jaz pa se trudim, da ne padem. Svet je od tu videti drugače, vidim vrh hladilnika. In morda celo pozabljen piškot. Zgornje police so kot vrhovi gora, ki jih je treba osvojiti. Vse diši po pustolovščini in po sveže pečenih piškotih. Nato se z mrežo izstrelim v dnevno sobo. Knjižna polica je zdaj moj nebotičnik. Vsaka knjiga je kot nova stopnička, vsak rob je izziv za ravnotežje. Vse je nekoliko bolj mehko in upogljivo kot v resničnem svetu. Visim z eno roko, se zibam mimo nekaj okvirjev za slike. Oprosti mami in plezam višje. Okvirji se nevarno zibljejo, a jaz sem osredotočen. Vsak gib je kot po časnem posnetku, ker je vse iz gline in vsak dotik pusti sled. Tam je moja mačka, ki me gleda z izrazom, kaj pa ti počneš? Njene oči so velike in radovedne, kot da bi prvič videla superjunaka v akciji. Mogoče si misli, da sem izgubil pamet ali pa me občuduje. Kdo bi vedel? Pozdravim jo v superjunaškem stilu. Pomaham, kot da sem na vrhu sveta in za trenutek se počutim kot pravi junak, čeprav sem le v svoji dnevni sobi. Zdaj pa najtežji del, strop. To je kot Everest za glinenega Spider-mana. Površina je neravna, vsak centimeter je izziv in gravitacija je moj največji sovražnik. S svojimi glinenimi nogami se primem za omet, z glavo navzdol in plazim čez, kot da je to le še en dan v New Yorku. Srce mi bije hitreje, ker vem, da je vsak gib lahko usoden. Če padem, začnem znova. Svetilka mi je v poti, ampak hej, malo akrobatike nikoli nikogar ni poškodovalo. Zasukam se, naredim salto in se izognem svetilki, kot pravi akrobat. Vse je igra ravnotežja in poguma. Prevrnem se, zasukam in pristanem popolnoma na kuhinjskem pultu. Naloga skoraj končana. Vse diši po uspehu in po malce gline. Ampak čaka me še zadnji izziv. Strašni kozarec s piškoti. Ta kozarec je kot zakladnica, ki jo varuje nevidni čuvaj. Je velik, težak in postavljen visoko, kot da bi nekdo nalašč skril pred mano. Je na zgornji polici daleč izven dosega za navadno osebo, ampak jaz sem Spider-Man. Za me ni previsokih polic, ni pretežkih kozarcev. Samo še en skok, še ena mreža in zmaga bo moja. Še ena mreža, še en skok in imam ga. Kozarec piškoti je v mojih rokah in občutek je neverjeten, kot bi osvojil najvišjo goro v hiši. Zmaga še nikoli ni bila tako sladka. Piškot v roki, nasmeh na obrazu in občutek, da sem premagal vse ovire, tudi če so bile iz gline. Torej, ko boste naslednjič pogledali po svoji hiši, samo pomislite, kaj če bi Spider-Man prepral skozi tukaj? Vsaka soba je lahko poligon, vsak kos pohištva nova ovira, vsak kotiček priložnost za pustolovščino. Morda je vaš dom večja pustolovščina, kot si mislite. Vse, kar potrebujete, je malo domišljije in poguma, da vidite svet skozi oči superjunaka, ali pa vsaj skozi oči nekoga, ki verjame v čudeže vsakdanjega življenja. Ostanite neverjetni in vidimo se na naslednjem plezanju. Nikoli ne pozabite, tudi v najbolj običajnih dneh se lahko skriva prava pustolovščina.